Električni avtomobili so pozitivna stvar za naš planet. Oziroma, bolje rečeno, električni avtomobili so lahko pozitivna stvar za naš planet. Ni namreč vseeno, od kje smo pridobili energijo, ki jih poganja. Smo jo pridelali na strehi naše hiše ali jo je pridelal TEŠ? In prav to vprašanje je odločilno, ko tehtamo, ali je električni avto bolj čist od bencinskega. A tokrat se bomo osredotočili na prve, neposredne učinke sončne elektrarne za uporabnika. Če imaš sončno elektrarno za polnjenje svojega avtomobila, si energetsko neodvisen. To pomeni, da energijo pridelaš sam, da ti je recimo temu na voljo in predvsem, da potem tvoj strošek prevoženega kilometra ni odvisen od tega, kaj se dogaja na trgih mednarodnih z energijo, kakšne so na koncu cene kilovatne ure za gospodinjstvo. Če imamo klasičen bencinski avtomobil z neko porabo, recimo 6 litrov na 100 km, to je strošek v današnjih časih skoraj 10 evrov. Če to prevedemo recimo na en električni avto, ki ima ekvivalent porabe, tudi če smo zelo pesimistični, 20 kWh na 100 km, je to pri današnjih cenah še vedno samo 2 evra. Ko pa imamo enkrat sončno energijo s svoje strehe, iz sončne elektrarne, ki se tako ali tako poplača že s tem, ko prihranimo tudi pri energiji za samo gospodinjstvo, potem pa je strošek praktično nič. Ampak kako naj vemo, da je naša hiša sploh primerna za postavitev sončne elektrarne? Pred odločitvijo je pomembno, da izračunamo njen energetski potencial. V Moonovem spletnem orodju smo najprej izrisali približno površino naše strehe brez oken in dimnikov, dodali povprečen mesečni strošek elektrike in še model električnega vozila, s katerim bomo letno prevozili 20.000 km. Potem nam sistem iz tega izračuna, kakšna je priporočena moč sončne elektrarne, kako močno sončno elektrarno bi potrebovali. Ko izračunamo tudi strošek polnilnice za električne avto, se pravi, ko vse skupaj ugotovimo, da sistem pravi, da bo strošek investicije približno 12.000 evrov in da se bo investicija poplačala v 8 letih in pol in v življenjski dobi elektrarne, ki je recimo 30 let, se ne bo samo poplačala, ampak bomo prihranili približno 20.000 evrov. Se pravi, prihranili bomo skoraj dvakrat toliko, kot smo vložili. So to res konkretne številke, ki jih lahko pričakujemo v realnosti, ali gre bolj za marketinške obljube? Seveda, ta izračun, kako močna mora biti sončna elektrarna za te potrebe, je popolnoma realen, zato ker so zadnji seveda tudi pravilno vnešene cene električne energije in tako naprej. Potem pa na podlagi lokacije in usmerjenosti objekta naši strokovnjaki izračunajo, kakšna je realna osončenost te strehe, se pravi, koliko bo sonca v resnici na njo sijalo, in na podlagi tega potem pa priporočijo in točno vrednost izračunajo, koliko bi stala sončna elektrarna, ker seveda, če je obrnjena recimo na zahod ali pa celo na sever, je kvadratura potrebna za to moč povsem druga, kot če bi bila obrnjena na jug oziroma jugozahod, kar je nekako najboljša orientacija strehe. Potem pa se postavitev sončne elektrarne dejansko zgodi. Iz te sončne elektrarne, kaj se potem dogaja z energijo? Kam ta energija gre? No, ta sončna elektrarna seveda proizvaja električno energijo. Tule vidimo tudi njen razmernik in potem je ta razmernik seveda povezan v hišni sistem. Ta sistem pa mora biti pameten, mora imeti krmiljenje in seveda je zelo lepo, da lahko uporabnik njegovo delovanje tudi preprosto nadzoruje. To je spletni vmesnik tega našega sistema. Tisti avto, ki smo ga prej priklopili, kot vidimo, se polni z 9 kW moči. Kaj to pomeni za uporabnika neko obvezo, da mora on velikokrat kontrolirati, kaj se v bistvu dogaja v njegovem lastnem omrežju? Ne, to je v bistvu namenjeno temu, da če želi, lahko pogleda, sicer pa stvar deluje seveda ravno v tem je bistvo sama od sebe. Se pravi, uporabnik enostavno ve, da bo sistem poskrbel, da bo imel vedno na voljo dovolj moči, da nikoli ne bo presegel moči priključka in da bo tista neto razlika, koliko je v resnici vzel iz omrežja, najmanjša možna, pa po drugi strani seveda tudi ne bo imel presežka oddajanja omrežja, kar pa tudi nima smisla, ker vemo, vsaj v sistemu net metering, potem to energijo podarimo, ko jo bomo pa prodajali, jo bomo pa tudi prodajali po nizki ceni. Se pravi, naloga tega sistema, naloga vsega tega je to, da stvar deluje tako, da je izmenjave elektrike z omrežjem najmanj, kar je možno. Doslej smo energijo pošiljali nazaj v omrežje po principu net meteringa. Ampak kot kaže, se slednjemu počasi življenje izteka.
Po koncu leta 2023 se bo očitno splačalo shranjevanje energije. Takrat seveda bo treba recimo po noči energijo za nočno porabo kupovati, po dnevi, ko bo pa višek energije, recimo ko nikogar čez dan ni doma, pa je sončna elektrarna proizvaja, bomo pa seveda prodajali v omrežje, ampak seveda vemo, kupovali bomo dražje, kot prodajamo. Zato bo takrat imel smisel hranilnik. Zakaj? Čez dan, ko nikogar ni doma, ga bomo napolnili, zvečer, ko pridemo domov in ko je poraba energije, ga bomo pač začeli prazniti. Seveda, malo se bodo spremenile tudi potrošniške navade, recimo tisti, ki imajo toplotno črpalko ali pa klimo, pa jo čez dan ugašajo, ker ni nikogar doma, jo bojo pač pustili prižgano, zato da bo hiša stemperirana, pa bojo morda zvečer manj uporabljali, ampak bistvo bo v tem, da seveda tisti višek, ki bo takrat, ne bomo več mogli v sistemu NetMetering uporabljati omrežja kot naš hranilnik, ampak bomo imeli svoj hranilnik. Na poti proti energetski samozadostnosti pa stoji še nekaj preprek. Če imamo recimo električni avto, ki ima veliko baterijo, bomo morali imeti tudi veliko streho. In dobro je, da je ta streha pravilno obrnjena. Lahko povem, ker iz lastnega primera moje sleme je sever-jug, pa je vrstna hiša, nima veliko strehe, ampak še vedno recimo slabih 70 kvadratov strehe pa je, ko odbijamo vse tisto, kjer ne moremo postaviti panelov zaradi dimnikov, zračnikov in tako naprej. In to je dovolj tudi s to nerodno usmeritvijo strehe za približno 10 kW moči sončne elektrarne, približno 10 MWh na leto, kar je še vedno dovolj za vse moje potrebe s električnim avtomobilom vred, pa še z enim recimo dodatnim električnim avtomobilom. Tako da, seveda, obstajajo možnosti, da za nekoga res bi rekli, joj, na vašo hišo pa res mogoče ni ekonomsko upravičeno namestiti sončne elektrarne, ampak to so izjemno redki primeri. Kaj pa potencial uporabnika sončne elektrarne? Se bomo morali z njo veliko ukvarjati? Pri sončni elektrarni lahko računamo na življenjsko dobo tja proti 30 letom. Z leti sicer malce pade za nekaj odstotkov izkoristek, ampak življenjska doba je dolga. Če je sončna elektrarna prav postavljena, se pravi, če so nagibi solarnih panelov pravilni in tako naprej, potem tudi neko čiščenje načeloma ni potrebno, ker seveda močnejše padavine same očistijo panele. Vzdrževanje pa tudi neko redno vzdrževanje je seveda mogoče, mi tudi te pakete ponujamo, ampak nujno pa ni, ker je vendarle sončna elektrarna narejena tako, da je to zapakiran izdelek, ki bi morala to svojo življenjsko dobo načeloma preživeti. In za konec še eno, za ta čas zelo aktualno vprašanje. Toča seveda, če je dovolj velika, da bi poškodovala streho, avto, pa tako naprej, seveda lahko poškoduje tudi sončno elektrarno, zato seveda je priporočljivo imeti to zavarovano in sončne elektrarne načeloma ni težave zavarovati. Ponavadi so, če je hiša dobro in pravilno zavarovana, doplačila zaradi sončne elektrarne majhna.